Imela sem 10 let in jakne nisem več slekla. Tistega jutra nam je mama zaradi ledenega mraza v obraze utirala mast iz rumene pločevinke Bogena, s katero smo sicer mazali le razpokano kožo, otiščance in cvetačaste zatrdline na vimenih naših krav molznic. Pokrov pločevinke je bil tako masten, da si ga lahko odvil le s kuhinjsko krpo. Mazilo je zaudarilo po poparjenih vimenih, ki so narezane na debele kose in začinjene s soljo ter poprom, vsake toliko narahlo vrela v loncu vzivšno osnovo in ob katerih se mi je obračal želodec, tako kot ob smrdljivi masti na moji koži. Kljub temu je mama svoje debele prste rinila v naše obraze kot v hlebce sira, ki jih je otipavala in po njih tleskala, da bi ugotovila, ali skorja že zori. Naša bleda lica so žarela v soju kuhinjske žarnice, prekrite z mušjimi iztrebki. Že davno bi morali nanjo natakniti senčnik, takšnega lepega, s cvetlicami. A vsakokrat, ko smo v vasi naleteli na kakšnega, se je mama odločila, da bomo iskali naprej. In to je trajalo že 3 leta. Tistega jutra, 2 dni pred Božičem, sem na vekah čutila njene mastne palce in zbala sem se, da bo na lepem pritisnila premočno in se mi bodo zrkla kot frnikole odkotalila v lobanjo. Da bo rekla, to se zgodi, če kar naprej begaš z očmi in se niti za trenutek ne ustaviš, kot se spodobi za dobrega kristjana, ki pogled dvigne k Bogu, kot bi se nebo lahko vsak hip razprlo. Ampak pri nas se je nebo zmeraj razprlo samo zaradi naliva ali snežnega meteža. To pa ni bilo nekaj, v kar bi bilo treba buliti, kot kak bebec. Sredi pogrnjene mize z zajtrkom je stala iz protja pletena košarica za kruh, prekrita s papirnatim prtičkom z božičnimi angelci. V rokah so držali trobentico ali vejico belega omela, da so prekrili lučke. Tudi če sem prtič podržala pred žarnico, se jih ni videlo. Domnevala sem, da so podobni zvitim kolescem posebne salame. Mama je nato na prtič skrbno razvrstila rezine kruha. Belega, črnega, z makovimi semeni in kose hlebčka z rozinami. Po hrustljavi skorici rozinovega hlebčka je skozi sito pazljivo presejala sladkor v prahu, da je spominjal na prvi puhasti sneg, ki se je zjutraj usul po hrbtih naših frizik, preden smo jih s pašnika segnali na suho. Plastično sponko vrečke za kruh smo zmeraj odložili na pokrov pločevinaste škatle za kekse. Drugače bi se izgubila. Mami pa vozel na vrečke ni bil všeč. Najprej slano, šele potem sladko, je rekla, kot zmeraj. Takšno je bilo pravilo. Potem bomo veliki in močni. Veliki kot orjak Goljat in močni kot Samson iz Svetega pisma. Zraven smo morali spiti še velik kozarec svežega mleka, ki je že več ur stal na toplem, da je bil ves mlačen. Prek njega pa se je navadno pela še plast rumenkaste smetane, ki se ti je prilepila na nebo, če si pil prepočasi. Najbolje je bilo, da si mleko polokal miže. Mami se je to sicer zdelo nespoštljivo. Čeprav v Svetem pismu nič ne piše o tem, ali je treba mleko piti hitro ali počasi. Niti o tem, ali sploh smemo uživati kravje telo ali ne. Iz košarice sem vzela rezino belega kruha, jo odložila na krožnik ter prepognila, da je bila videti kot bela dojenčkova ritka, ki je bila še toliko bolj prepričljiva, kadar sem kruh namazala s čokoladno kremo, kar nas je otroke zmeraj zabavalo. Če imaš zlate ribice predolgo v temni sobi, sčasoma opletijo, sem zašepetala Matjesu in kruh odložila s 6 kolesci obarjene klobase, tako da so vsi segali natanko do kruhove skorice. Imate 6 krav in 2 od njih pojeste. Koliko vam jih še ostane? Vsakokrat, ko sem sedla k mizi, sem v glavi slišala učiteljev glas. Zakaj morajo biti butasti računi zmeraj povezani s hrano?
z jabolki, torticami, picami in piškoti. Mi nikoli ni bilo jasno. A v vsakem primeru je učitelj opustil sleherno upanje, da se bom kdaj kaj naučila računati in bo moj zvezek snežno bel, brez ene same rdeče čačke. Potrebovala sem celo leto, da sem se naučila gledati na uro. Oče je z mano presedel cele popoldneve ob šolski učni budilki, ki jo je sem tretja v obupu zabrisal z kuhinjske mize, da je priletela na tla in je iz nje skočil mehanizem. Preklemana reč je pa še kar zvonila. In še zdaj se je kdaj zgodilo, da sem pogledala na uro in so kazalci zamigali kot deževniki, ki smo jih z vilami izbrskali iz prsti za kravjim hlevom, da smo jih nataknili na trnek in šli lovit ribe. Ko si jih držal med palcem in kazalcem, so se zvijali na vse strani. In šele, ko si jih nekajkrat frcnil, so se za trenutek umirili. Ti obležali na dlani in bili na las podobni tistim sladkim rdečim jagodnim črvom iz Van Lujkove prodajalne sladkari. V družbi se ne šepeta, me je opozorila sestrica Hana, ki je sedela zraven Obeja na drugi strani mize. Kadar ji kaj ni bilo všeč, je vsem mrka premikala čeljust sem in tja. Nekatere besede so še prevelike za tvoja majhna ušesa. Ne morejo skozi, sem rekla s polnimi usti. Prav zato, ker sem tako bled, moram biti veliko na zraku. In se šepetal Matijas. Zasmejal se je in v lončku duo penoti nož skrajno pazljivo zaril v predel bele čokolade, da se slučajno ne bi dotaknil predela s temno čokolado. Duo penoti se je znašel na mizi samo za praznike. Veselili smo se ga že več tednov in zdaj, ko so napočile božične počitnice, smo ga končno dočakali. Najlepše je bilo, ko je mama z vrha lončka potegnila zaščitno folijo, z robova očistila koščke lepila in nam nato pokazala bele in temno rjave lise, kot neponovljiv vzorec na krzno telička, ki je pravkar privekal na svet. Kdor je tisti teden v šoli dobil najboljše ocene, je smel prvi zajeti iz lončka. Sama sem na vrsto zmeraj prišla zadnja.